Zanimivo je, da je papež Frančišek v središče sinode postavil tudi vprašanja o družini. Kaj lahko povemo že iz izkušenj sinode v družini? Sinoda v družini, to je bila prva sinoda tega papeža, ima ene par zelo zanimivih elementov sinodalnosti. Omenil bi dva. Najprej to, da se je prvič zgodil v zadnjih desetletjih oziroma stoletjih, da so sinodalni očeti res se skušali srečati z družino, so vprašali, so bili pogovori, torej da bi bilo konkretno življenje, ne tisto, kar intelektualci razumejo o družini, ampak kar življenje družine je del sinodalnega procesa. Druga stvar, ki je podarjala pa to, kar je sam papež na začetku sinode rekel in Božjemu ljudstvu na trgu svetega Petra in potem sinodalnim očetom. Kaj je sinoda? To pomeni skupaj hoditi, ker prav grški izraz, ampak kako hoditi? Hoditi tako, da se med seboj srečamo, pogovarjamo, odkrito iz srca spregovorimo, gledajoč Kristusa, ki je križan in vstal, in v veliki prošnji Svetega Duha, ki je glavni akter sinodalnosti. Temu je pa potem dodal samo še to cerkvenim sinodalnim očetom, dajte se tako poslušati, da boste drugega upoštevali. Beseda sinodalnost pomeni hoditi skupaj v cerkvi, vse se začne že v družini, pri župniji. Kje so družina in župnija, laiki, akterji znotraj te sinode? Ta sinoda želi, da bi se res srečali kot verno ljudstvo. In kot vemo, verno ljudstvo vedno sestavljajo duhovniki in laiki, redovniki, poročeni, neporočeni. Zato je zelo pomembno, da vsakega vključimo z njegovo njemu lastno kvaliteto. In če pogledamo na življenje danes, duhovniki, teologi, škofje, do kakšnega dela življenja nimajo preprosto dostopa, recimo do dela službe, do lokalnih okolij. Cerkev ni več tista, ki bi imela vse te poti preko duhovnika dostopne. Zato je zelo pomembno, da laiki vstopimo v ta proces sinodalne poti in prinesemo življenje, kot ga vidimo, z vsemi težavami, z vsemi padci in tudi upanji in izzivi, da bi skupaj lahko se pogovorili o tem, da bi skupaj molili in predvsem se mi zdi pomembno, da bi iz tega srečanja prišlo tudi, da bi slišali, kaj Sveti Duh pravi nam kot cerkvi. Torej, da bi se res srečali in iz srečanja gradili cerkev. Kako pa lahko sinodalnost zaživimo znotraj družine? V procesu te sinode v sinodalnosti je veliko elementov, ki so se mi zdi en velik izziv za življenje danes, za življenje družin, za življenje v službah, za življenje v katerem okolju, tudi v prostem času. Glejte, ena ključnih stvari te sinodalne poti je dialog. In mislim, da smo vsi tisti, ki se moramo dialoga učiti. Kajti dialog ni samo drugega spoštovati, mu dati priznanje, torej mu prisluhniti. Dialog pomeni slišati, tako da ga upoštevaš. In iskati to, da nam je nekaj skupnega kot vernikom, skupnega kot ljudi. Torej iskati tisto skupno točko, ki vsa nasprotja zmanjša, da se lahko srečamo. To je zelo pomembna stvar za današnje razvijene družbe. Druga stvar, ki morda še pomembna, je pa ta logika sinodalne poti. Logika sinodalne poti je, kot je rekel papež Frančišek rimski škofiji, o priliki, ko je imel govor zanjo, je najprej srečati se, če se res srečamo in se imamo nekaj drugemu podariti za praznik, za Evharistijo, za vsakdanje pogovore, potem imamo nekaj skupnega in zato se bomo lahko začeli pogovarjati, bomo lahko odkrito spregovorili iz srca drugemu. Ampak to ni cilj. Cilj je, da iz tega pridemo do tega, kaj Duh govori, da se bomo naučili različevati. In ta pot, ki je v celi cerkvi, v družbi, je tudi pot tega, da družina izboljša svojo pot, da se laiki čutimo vključeni v cerkev, da cerkev samo naredi eno tako celovito spreobrnenje. Zakaj se mi zdi to zelo pomembno? Poglejte, kultura se je spremenila. Tisto, kar je bilo dobro pred desetletji, danes preprosto ne daje več dobrih odgovorov. Pa ne, ker so slabi, ampak niso ustrezni. Mi moramo poiskati način, kako odgovarjati na izzive življenja danes. In družina, službeno mesto, lokalnost, razna društva, to so prostori laikov, to so prostori, kjer živimo vsi skupaj. In če skupaj iščemo, lahko tudi verjetno, jaz upam in verjamem, da bo Duh dal odgovor na naše iskanja. Upajmo, da bodo rezultati sinode tudi v družini pokazali uspešne rezultate. Hvala za pogovor.